Božič spada med največje krščanske praznike. Po vsem svetu katoliki in protestanti dan rojstva Jezusa Kristusa praznujejo prav danes. Verniki verjamejo, da se je Bog z rojstvom Jezusa učlovečil in se tako odločil za človečnost. Kot pravi Sveto pismo, da želi biti Emanuel, kar pomeni Bog z nami. In če želi biti z nami, pomeni, da gre od spočetja do smrti. Vso to pot prehodi z nami in nas spremlja na tej poti. Potem je lahko Emanuel. In zato tudi za Božič je izbral rojstvo v družini, da prihaja, ki bi rekel, v družini, in zato ta praznik tudi najbolj doživimo, ko smo skupaj. Je pa res, da ta praznik nosi v sebi toplino, nosi domačnost, nosi veselje, mir, in to so tiste vrednote, ki se najbolj doživljajo ravno v družini. Božič je torej družinski praznik, sicer pa ima za vernike 3 nivoje praznovanja. Prvi je verski, osebni oziroma duhovni vidik, drugi nivo je ta, da če se je Bog odločil, da bo postal človek in je želel biti odvisen od mame in očeta in si izbral družino, je to zagotovo praznik družine. Tretji pa je socialni oziroma družbeni nivo. To je pa tisti etični, socialni nivo božičnega praznika, ko smo bolj občutljivi na te res šibkejše, ranljivejše družine, posameznike, družbene skupine, ki nekako pričakujejo našo dobroto, našo odprtost, naš pogum, da jih sprejmemo medse. Zanimivo, da prvi problem današnjega časa ni finančni. Čeprav vsi v tej finančni krizi razmišljamo o tem, kako nam primanjkuje denarja, ampak veliko več starejših je osamljenih. In za praznike je samota najhujša. In mnogo starejših živi samih po stanovanjih. In zato je največji dar, ki lahko starejšim ali pa osamljenim darujemo za Božič, da jih obiščemo, da jim kako dobro besedo namenimo, pa da smo z njimi, ali pa jih povabimo na naše praznovanje. Sporočilo, da je dovolj biti človek človeku, je eno izmed tistih, ki nas opominja, da bistvo Božiča niso velika in razkošna darila. Božič pomeni dar, darilo. In zato so tudi s tem povezana darila. Ker če je Bog nas obdaril, pomeni naš odgovor na to je potem, da mi drug druga obdarimo. Zunanji dar mora biti res vedno izraz tega duhovnega daru. To, kar ti jaz želim biti, kar ti jaz želim dati. Kaj ti meni res pomeniš? Da se je danes to zgubilo, so ta obdarovanja na sam Božič, se bojim, marsikaj zatemnila bistvo praznika. Pa še pa seveda, če dodamo zraven še splošno potrošniško kulturo, potem vemo, da marsikaj veselje Božiča ne gre globlje od zunanjih stvari. Ker smo ljudje vizualna bitja in da si lažje predstavljamo pot Marije, Jožefa in tudi Jezusa, postavimo jaslice. Urejena zunanjost, praznična oblika in veliko luči naj bi vernike spominjala, da je Jezus luč, ki je prišel med nas. Ravno v tem je simbolika. Božič je v tem, da je luč prišla na svet, ko pravi evangelist Janez v svojem evangeliju, v svojem uvodu, v 4. evangeliji, in je zasvetila na poti našega življenja. Torej, Jezusovo rojstvo pomeni prihod luči. Zato tudi mi ob Božiču oziroma v adventu razsvetlimo naše kraje, naša mesta, polne lučk. Ampak škoda je, da mnogi niti ne vedo, zakaj delamo to. Naj bo Božič res praznik družine, čas, ko drug drugemu podarimo sebe, ljubezen, potrpljenje in da opazimo sočloveka. Toplina današnjega dne, domačnost, veselje in mir so tiste vrednote, ki se najbolj doživljajo prav v družini.